Župan Gregor Macedon je svetnikom predstavil ključne projekte in naložbe, za katere je v letu 2020 namenjenih 23 milijonov evrov. Kar nekaj svetnikov je izpostavilo, da bi morali več denarja nameniti socialnemu in zdravstvenemu varstvu. Adolf Zupan je ob tem izpostavil: oskrbovana stanovanja. Res je žalostno, da ne rečem kaj hujšega, da tega v naši občini ni. Projekti oskrbovanih stanovanj se začenjajo v Novem mestu. En projekt bo potekal skupaj z stanovanjskim skladom SPIZ-a. Ta bo najverjetneje izveden na Šegovi ulici, potem pa seveda računamo še na druge lokacije. Alojz Kobej z Gospodarsko aktivne stranke je dejal, da sta predlagana proračuna katastrofalna in da občina denar porablja negospodarno. Nažalost ugotavljamo, da v 5 letih mandata Gregorja Macedonija ni bil začet niti en nov projekt izgradnje kanalizacije. V zadnjih 5 letih je bilo zgrajenih kar nekaj novih kanalizacij, to zelo dobro vejo številni občani, tako v krajevni skupnosti Stopiče kot krajevni skupnosti Mali Slatnik, trenutno gradimo v krajevni skupnosti Prečna. Uroš Lubej je med drugim vprašal, kakšen načrt ima občina z Narodnim domom, potem ko je pred letom dni iz njega izselila skupino umetnikov. Tudi za obrazložitvijo, da je veliko nekih programov, društev, ki želijo priti v Narodni dom. Zdaj, ne sem, da se v enem letu ni nič zgodilo, tudi v proračunih ni nič videti, tako da mene tukaj res zanima, kakšna je vizija te občine za kulturnim spomenikom. Narodni dom je prva najnujnejša sanacija izvedena, torej prekrili smo streho, smo pa pristopili k pripravi projektne dokumentacije in če bomo imeli pravočasno to pripravljeno, računam, da bo še nekaj razpisov ob izteku te kohezijske perspektive. Svetniki so po skoraj 2-urni razpravi proračun za leto 2020 podprli s 17, za leto 2021 pa z 18 glasovi.